potencialne partnerke največ? V šotoru in tako. V šotoru, kakšen v šotoru? Ja. Mambo Kings in tako. Okej, veselice, okej, tako povej. Ja, okej. Jungle Vibe. Oj, jaz sem Kaja iz džungle in zadnjič sem se doma prav spraševala, a smo mladi sploh še za resne zveze, ali smo bolj za one night stande, a smo za poligamijo. V glavnem, mene to res zanima, tako da grem danes Ljubljančane na ulico vprašati, kaj si oni mislijo o tem. Pojdite z mano. Živjo, no, jaz sem danes tukaj že z Barbara, Laro. Tino. Najprej me zanima, a ste samske, a ste v zvezi? Jaz sem samska. Poročena. Pravkar šla. Sva prijatelja. Prijatelja? Sem v zvezi. Ok, koliko časa pa že? 3 leta. Ok. Samska. Vse? Ja. Vse, ok, zanimivo. Kako pa sta vedela, v bistvu, verjetno sta že nekaj časa prej dejtala, kako sta vedela, da zdaj je pa to nekaj resnega? Ti odgovor? Čutiš? Ja. Moraš nekaj razmišljati. Pa ne vem, tako nekako na eni fazi sam tako ok izgleda to. Ne vem, če je to bilo kadarkoli zares dorečen eksplicitno, ampak pol po kakšnemu letu se že tako, ok, verjetno more to nekaj pita. Ne? Ja, ok. Te je tvoj mož vprašal na začetku, če bi bila njegova punca? Ne. Te je pa vprašal, če bi bila njegova žena? Tako. Pač smo se začeli tako pogovarjati, pa je bil dosti sproščen odnos že od samega začetka. Pol pa vedno bolj, ko sem jo spoznal, vedno bolj sem pač čutil, da ob njej čutim nekaj, kar sem ves cajt iskal. Pa v bistvu, če sem primerjal prejšnje, pa sem vedel, da mogoče je pa zdaj malo boljš, pa bolj vse sproščeno, pa tako. In je avtomatsko začutiš vibe, da je ta prav in bolj veš, da je to tako. Jaz nisem bila v nobeni resni zvezi tako. Jaz sem bila kot najstnica v eni resni, ampak to je bilo tako 2 leti. Srednješolska ljubav. Glede na to pa, da si potovala, si kdaj koga spoznala in da bi šla v long distance relationship? Ja, pa bi, v bistvu sem spoznala enega, ampak je bilo tako, v bistvu se mi zdi, da je bilo bolj iz moje strani, kakor iz njegove in pač se pol to ni razvilo nekaj tazga, no, čistko. Pa ja, mogoče pa ja. Ja? Ja. Ja, sploh če je v redu. Ja. Kakšne pomisleke bi imela takrat? Če je vredno. Ja, po če se moje. splača Ker je, če je ostati. nadaljavo, je Ja. kar smotrno. Mislim, če drugega nimaš, ok, samo če pa prije kdo drug še mim, pa pol, če je on v redu, pa sem tak tehtaš, kaj boš, pa kaj ne. Tak. Zakaj ja, zakaj ne? Kakšne so dileme? Alora, če si ti z nekom, recimo, ne vem, resni zvezi pa na distanco, pa ga ljubiš, obožuješ, he's your man, ampak recimo ste, ne vem, vsak na svojem kontinentu, pa še vedno pogrešaš intimne stvari. V takem primeru seveda, če sta oba za, pa recimo za open relationshipe, why not? Sex is only sex, is not on emotions. Tako da, ok, na podlagi tega, ampak drugače, to je komplicirano, ker pol vedno, mislim, nikoli nisem seks, vedno vstopijo pol kakšne emocije in pol it's too much. Tako da, ja in ne. Kaj pa ti misliš o long distance relationshipih? Ja, prevelike položnice za telefona, ne. Tako da, še dobro, da sva midva nekaj zrihtala in sicer kodo Džungla Vibe 22 za minus 50% popusta na naročnino. Cool, čau! Kaj pa zdaj, ko sta samske, uporabljata kakšne dating appe prek... Ne, meni se to zdi sranje, iskreno. Kje pa potem največ spoznavaš ljudi? Živo. Živo? Ja. Kje, na kakšnih lokacijah? Po klubih, v restauracijah, na cesti? Dejansko povsod. Povsod? Ja, kjerkoli se s kom skapiraš. Ne še, ampak razmišljam o tem.
Malo kasneje boš, ja. Ne. Jaz sem se, ampak pol sem nehala. Zakaj pa? Ni mi bilo tako, malo mi je čuden z neznanci v bistvu se pogovarjati, no tako bolj pristno je, da nekoga v bistvu spoznaš v živo, pa se na ta način pol z njim spoznavaš, no. A oziroma sta kdaj probala dating appe? Ne, nikoli, pa tudi ne vem, meni se to ne zdi način. Okay. Jaz tudi ne, in ne mislim. Pač v klapi, ki smo, če je kakšen friend od frenda, ali pa tako, da je kakšen, ne vem, kaj enega pozna, ki ga jaz poznam. Tako da bi jaz enega random srečala prvič v nekem klubu in bi rekla, to je to, nisem še. Po Tinderu, ker tako, ne vem, žurke mi nikoli niso nekako šle, preveč glasno ne moreš, tako da Tinder sem vedno. Tinder. In kakšne imaš izkušnje s tem? Slabe, dobre? Zanimive, vsega je bilo je dobrih, bilo je slabih izkušenj. Najbolj je bilo enkrat sem šel na dejt z eno punco, pa je nekdo praznoval, da je šel iz zapora 12 let in je zaprl cel lokal in je klical runde za cel kafič in pol je po enih turistih, ki so hoteli iti ven in smo bili tam tako nekaj časa, recimo ujeti, če hočeš. In si imela kakšno slabo izkušnjo? Ja. Kaj pa se je zgodilo? Slike intimnih predelov, ki me niso zanimale od nekoga, ki niti ne vem, kako izgleda v faco, kaj šele spodaj. Recimo nekulturno nespoštovanje, tako a greš sorry, pač ne. A pa si šla pol s komu dejansko na dejt ali se je zmeraj ustavili že pri pogovoru? Sem šla že na dejt. In kako je bilo pol to v živo? Tudi slaba izkušnja ali? Večinoma je še hujša. Kaj pa se je zgodilo? Ja, da ne vem, recimo na virtualnih omrežjih tako je bil zelo simpatičen, ne, pogovorljiv, pol pa pride v živo, pa ko nek drekec-pekec ne zna niti govoriti slovensko, pa pol vidiš, ali mu je kakšen kolega pomagal, ali pa ne vem, se izdaja na internetu za nekaj, kar pač v živo pol ni. Catfish v glavnem. A si kdaj doživel kakšen res, da si bil razočaran, kakšen catfish ali pa? Ne, jaz sem bil catfish. Kje pa ti bolj spoznavaš potencialne partnerke največ? V šotoru in tako. V šotoru? Kakšen v šotoru? Mambo Kings in tako. Ok, veselice, ok, tako povej. Ja, ok. Ok, zdaj me pa še zanima, kdaj bi vidva rekla, da je ta prav čas ali pa po kolikmu času je prav, da greš z osebo all the way? Ko se počutiš. Ne prehiter za punce, zaradi tega, ker pol so fantje, ta je lahka, te ne bom imel. Ampak ja, ko se počutiš, da si pripravljen za to, pa zdaj odvisno pač od starosti, a ne pač če pod 16, valjda, a ne je malo drugač nad si, ne vem. Pa tudi odvisno od tega, a si ti s to osebo želiš dejanskega razmerja ali spet pač hočeš sam za eno noč, tako da... Kaj, all the way, v smislu, da... Pač, da prvič seksate. Ok. Ja, ne vem, pač zdaj bom jaz tako cel splošen, kao ne obstaja prav čas in takrat, ko se počutiš comfortable. Se vidi, da so to tako ful ne hot takey, da je tako zelo, ne vem, se mi zdi, da ni toliko zanimivo mnenje, ampak ja, mislim, da ne obstaja ta prav čas, pač, ko se počutiš, da je. Nimate mogoče kakšen tak specifično, ne vem, toliko pa toliko dejtov, toliko pa toliko časa? Po moje, da ni, po moje čisto odvisno. Ja, po mojem tudi, ja, tako lahko takoj prvič, ali pa ne vem, 10-tič, ali pa tudi nikoli, če ni tizga, ja. Aha, poligamija? Ja, ne vem, jaz recimo osebno ne bi mogel, ampak ne vem, če to folku sede, je to njihova stvar, se mi zdi, se verjetno ni obstaja samo en način, da imaš ljudi rad. Ne. Ne, zakaj ne? Ne vem, zato ker se mi zdi, da pač, če začutiš to ob eni osebi, ne moreš tega čutiti do več oseb, ampak samo pač to eno. Folk naj dela, kar hoče, jaz ne bi mogla, ne zaradi tega, ker bi bila ljubosumna, ampak zaradi tega, ker jaz ne bi mogla handlati toliko ljudi v življenju. Jaz lahko handlam, že sebe ne morem handlati. Pravzaprav isto, za mene je pa še toliko bolj, ker sem moški in bi potem takem mogel handlati več žensk. Tako da je še težje. Naporno. Jaz bi oboje, jaz bi ženske in moške tudi. Ja, no. A ti je pomembno število spolnih partnerjev, ki jih je imela punca pred tabo? Pred mano ne, to ne. Mislim, zanimalo bi me tako iz firpca, ampak ne bi pa to bil kakšen deal breaker ali karkoli. Po moje, da ne.
Ne, meni tudi ne, dokler nima kakšne spolne prenosljive bolezni, je vse v redu. Mislim, ne, nisem če tako, če jih nima vsak drugi dan, ajde, da bi bil sam še ti neka številka, potem ne. Je pomembno, ne? Ne, razen to, če to dela službeno. Tako da. Dobro, ajde, če zdaj rekla 100, to je malo dosti, no. Ne vem. Kaj pa bi nasploh pa za zaključek, kaj bi rekla, kaj vama razmerja, kaj vama zveza pomeni v življenju? Ja, pač je dosti pomembna stvar, tako da se malo sprostiš, da poveš, skupaj rešuješ probleme, da nisi nikoli sam. Pač vedno imaš nekoga, tako da definitivno fajn stvar. Jaz sem od vedno bila tako bolj človek, ki rabi imeti enega ob sebi za pač podporo in tako. Samo če ni to pač je brez veze siliti, ampak definitivno razmišljam naprej, da bi imela enega partnerja za tako dlje časa. Ja, meni je najbolj pomemben del razmerja, da followa Ljubljana Memes, to je integralno pravzaprav, ostalo pa tako. Evo, to je to. Mislim, da smo dobili par zelo zanimivih odgovorov. Zdaj me pa še zanima, a ste vi v zvezi, a ste samski, da vidimo, kjer jih je več. Tako da, lepo se majte, pa se vidimo naslednjič.